Zdravo, dragi gledalci, drage gledalke, dobrodošli v še eni oddaji More Than Networking. Danes je z mano Tina Novak-Kač, uradno funkcijo ima kot direktorica prodaje na Kompetu. Okay. Zdaj pa tako, po tradiciji, jaz vedno povem tudi, kako sem jaz poznal mojo gostjo, mojega gosta. Mojo gostjo Tino sem pa jaz poznal tako, ena večjih prelomnic v moji poslovni karieri. Leto 2015, ko sem jaz 2 leti bil toksičen in iskal nov izziv, in valjda takrat še niso bile agencije tako močne, ko so danes. Jaz sem Google gledal oglase in preletim na LinkedInu, s Tino se poveževa, grem na kavo in zaradi Tine in Kompeta sem šel dejansko dobil izziv na Radio Center. In od takrat se je pa meni vse to dogajalo. Tako da zato pa se s Tino v teh vseh letih slišal vsake toliko cajta, pa kdaj tudi vidva, tako da imava tako ohranjava tak en cool odnos, tako da hvala, ker si prišla v oddajo. Z veseljem, hvala tebi za povabilo. Top. In lepo je slišati tvojo zgodbo in te gledati, kako danes cvetiš. Evo. Hvala. Ja. Ampak resno, če ne bi bilo, jaz vedno razlagam, jaz sem zadnjič klical Marka Kolbla, da se mu zahvalim, resno, za tisti en let izkušnje na radiju in to je bil tako, to je bil boost moj največji, ker dejansko sem šel iz ene zgodbe, ki je bila kar taka toksična, v en svet, ki se pa res napolno dogaja. In sem jaz hvaležen še enkrat tebi, Kompetu, Markotu, tako da top. Okay. Veseljem, evo danes si tu zaradi networkinga, ne? Se pravi zaradi mreženja. Če se midva takrat ne bi dobila, ne bi pogovarjala, ne bi šel iz cone obdobja, seveda si bil v prvi vrsti za to odgovoren sam, ampak vendarle lepo je slišati, da si se odločil za ta korak in evo, danes si tle. Top. Ja. Mi se že prej smo toliko dala pa debata, koliko je pomemben mreženje, ampak daj tako, kaj te mreženje pomeni? Mislim, mreženje meni pomeni izjemno veliko. Zdaj, eno je, da v poslovnem svetu, kjer delam na področju prodaje in delamo na področju business to businessa, se pravi, delamo s podjetji, je ves naš posel in vsa naša uspešnost odvisna pravzaprav od uspešnosti networkinga, od mreženja. Po drugi strani, se pravi, sama delam predvsem na področju prodaje, kjer večino časa delam ravno to, se pravi, na eni strani negujem obstoječe kupce, stranke, in po drugi strani ves čas gledam tudi za novimi. Tako da manjši del mojega posla je vezan na organizacijo prodaje, na analitiko, večji del mojega posla je vezan na networking. Hkrati pa, ker tudi v bistvu izvajam projekte iskanja in selekcije, ker se pogovarjam tudi s kandidati, je v našem poslu tako, da je nekdo, ki je danes kandidat, lahko jutri klient in obratno. Te vloge se zelo hitro zamenjajo in nikoli ne vemo, kako hitro se bodo stvari spremenile in kdaj bo kdo v kakšni vlogi. Tako da zato je mreženje tako zelo pomembno. To, kar ti zdaj govoriš, jaz vem tako razlagam. Ok, glej, če jaz se ne mrežem, ne povezujem s funkcijo, s podjetjem, ampak z neko osebo. In če ta oseba, rečemo v prodaji, kaj se rečem, ne vem, okay, kam je pa šel, ne vem, direktor prodaje na drugi strani, pa nabave, mi reče, ne vem. Torej ti si gradil posel, ne pa odnosa. In točno to, kar si rekla, če je Jure danes mogoče išče službo, bo lahko Jure naslednjič poklical Tino, pa rekel, Tina, zdaj pa jaz rabim enega kandidata. In ker dejansko on se pogovarja s tabo, s tvojo ekipo in vi vsi dajete pač to neko zgodbo Kompeta. Kaj Kompeto brez vas je? Točno to. Posel smo ljudje. In tudi želela sem to reči, da ko spoznaš določeno osebo, mogoče danes ne najdeš, ni nujno, da najdeš neke sinergije, neke učinke, neke skupne poti, ampak nikoli ne veš, kdaj kasneje, ker se spreminjamo, rastemo, zavzemamo druge vloge, se zgodi, da čez par let, 10, 15 let, se najdemo in takrat pa v bistvu ugotovimo, da imamo neko skupno pot ali pa nek skupni projekt ali pa načrte. Tako da zato je mreženje in negovanje te svoje mreže tako zelo pomembno. Ta je dobra, ta negovanje, to nam zmanjka. Veliko se pogovarjamo o tem, da moramo nove vedno iskati, išči nove, pa jaz vedno rečem, basic je najprej počisti obstoječi, ko bi rekel, uredi si obstoječo bazo, da si ta fokus, kdo ti je zdaj kle zanimiv, koristen, koga rabaš, in to potem pa seveda vedno so dobrodošli zanimivi ljudje. To je vedno super, ampak če pa vedno samo iščeš in nimaš doma, rečemo, nimaš predale pospravljene, samo not mečeš, pa rata cel mest, pa ne moš imeti tudi kontrolo na tem avtonomu. Res je, ker se mi zdi, ko se pogovarjamo o mreženju, več ali manj razmišljamo, ok, gremo na neko ciljno skupino in osvajamo nove, ampak zelo pomembno se mi zdi follow-up, tako da tukaj ta strukturiranost, ciljna usmerjenost.
da te stike, ki jih vzpostaviš najprej, seveda nadgradiš, potem pa tudi neguješ. Ne? Se pravi, velikrat v tem lijaku se lahko posamezne osebe zgubljajo. Če nismo dovolj naslednji, natančni, ker nimamo tudi nekih podpornih sistemov, ki nam pomagajo pri tem, da nas opominjajo, da določeni odnosi jih mogoče tudi ohranjamo na malo bolj strukturiran način. Ene seveda, ko so bolj privatne narave, je to dosti bolj spontano, medtem ko te poslovne, je pa fino, da imaš nek sistem zadaj, ki te pa spodbuja k temu, da jih pa tudi malo bolj načrtno in organizacijsko spremljaš. Okay, zdaj šla, mislil sem, da bova kar šla na to temo, ampak predvsem, da vi v Kompetu imate neko kulturo mreženja postavljeno. Torej, prvo so te mreženje tako, v DNK-ju podjetja, ne? Ja, tako, ja, seveda. Mislim, tako kot sem ti na začetku rekla, to je vse, kar jaz počnem. Hkrati pa jaz ves čas iščem, se mi zdi, v vsaki priložnosti, iščem priložnost mreženja. Se pravi, zdaj, na eni strani so to sestanki, lahko je to 1 na 1, lahko je to poslovno kosilo, lahko je to udeležba na konferenci, seminarju, interesnem združenju, kjerkoli. Skratka, poskušam povsod v vseh krogih, pa tudi na družabnih omrežjih, ki so nam danes pomagali k temu, da lahko v bistvu vzdržujemo veliko večjo množico odnosov. Ker videla sem, da teorija kaže, da mi lahko mogoče dosegamo ali pa kakovostno ohranjamo do nekje 150 odnosov s ljudmi. Tako da se sliši veliko, ampak dobro, neki odnosi so bolj poglobljeni, neki odnosi so občasni, bolj hitri, bolj transakcijski mogoče, nekateri so pa res bolj trajni in včasih tudi v poslu se zgodi, da v bistvu prerastejo na pol prijateljske, kar je v bistvu najlepše. Kar je super. In to se zelo pogosto zgodi, ker načeloma se pravi, Tina, to je zdaj, rečemo, ali lahko rečemo tudi del posla, del je, ko bi rekel, neke prijateljske debate, ampak sediva, ko se kamere ugasnejo, so zunaj isti Boško, ista Tina in fajn, da se je avtentičen v celi zgodbi. Tako da ne vem, kakšno je tvoje stališče, ampak jaz pravim tako fejkati ne moš. Mislim, ni smisla, ker slej ko prej dejansko te maske se ko bi rekel, padajo dol in načeloma folk vidi, kakšen si. Pravim, bodo avtentičen s plusi, z minusi. Logično je, ko gremo na sestank, se mičkaj lepše oblečemo, ko greš na prvo zmenk, valjda se malo zrihtaš. Se moraš dobro počutiti, v svoji koži. Ja. Tako, a si ti bila Tina? Zelo se strinjam s to avtentičnostjo, jo vedno znova poudarjamo. Je pa res, da jaz recimo tudi na dogodkih kdaj doživim, da sem v neki prijetni debati in pride nekdo, ki vidiš, da pride z neko agendo. Ja. Živa, jaz sem pa ta in potem zdrdra neko svojo misijo. In to lahko izpade zelo vsiljivo in zelo neavtentično. In seveda vedno rečemo, ok, bodimo avtentični, ker kot taki smo vedno najboljši in najboljša verzija sebe. Je pa res, da ko se, recimo tudi jaz sem v osnovi zelo ekstrovertna oseba, rabim držljaje, rabim ljudi, da se v svoji koži dobro počutim. Pa vendar, tudi ko gremo v neko novo situacijo, tudi ko sem si jaz začela ustvarjati odnose, sem jaz včasih sama pristopila do ljudi in jaz se takrat nisem dobro počutila. To je bilo meni izven cone udobja. Jaz sem se mogla tega naučiti. Seveda sem iskala ljudi, ki so izgledali, da so malo bolj odprti, sproščeni, družabni, pozitivni. Ampak po drugi strani, ko sem pristopila, mi je bilo to neudobno. In ko se počutimo neudobno, ko se počutimo izven cone udobja, takrat je v resnici zelo težko biti avtentičen. Ker biti avtentičen, zdaj, ko se midva dobro en drugega poznava, ko imava neko zaupanje, ko že dlje časa sodelujeva, ko imava tudi neko psihološko varnost, takrat je zelo enostavno biti avtentičen. Zdaj, reči nekomu biti avtentičen, pa gre izven cone udobja, gre z neko misijo na nek dogodek, da bo tam spoznal neke ljudi, je pa veliko težje. In se mi zdi, da tukaj je samo to, da vztrajaš. Se pravi, čim večkrat ponavljaš neko situacijo in potem ti postane vedno bolj naravno in si tudi ti vedno bolj naraven. Dve stvari, jaz vedno pravim, da treba trenirati mreženje, moš trenirati, nič se ne zgodi. Tako kot se stvari v življenju. Pa tukaj si imela dogodke, torej to jaz pravim tako, ti zdaj zelo veliko ljudi poznaš. Jaz sem bila na zadnji srečanju na Planici in pol takrat tam ne delaš, ker dejansko odličen moment za zelo veliko ljudi pozdraviti in da te vidijo živ, super nekoga spoznaš, ampak zdaj jaz nikoli ne priporočam tega. Mislim, sploh to, kar ti si rekla, da nekdo pristop z neko agendo, z nekim, da mi začnejo te piče prodajati, sem rekel, to ni
ko bi rekel, ne iščemo mi investitorja. Jaz, če bi jutri moral iti pičati, bi jaz največjega strokovnjaka vzel, da me nauči, kako v 4 minutah spičati nekaj. Absolutno ne bi to delal, pa nimam problema s komunikacijo, ampak to ni pič. Ko ti prideš v neko komunikacijo z nekom, bodi tam. Zdaj pa, in dejansko se to vidi, jaz jih vidim, veš, kot čebelce, veš, ko hodijo iz cveta na cvet, ko talajo vizitke, ki jih lovijo. On pride zmatran iz dogodka, v bistvu ni nič naredil. In dogodek mora biti nekaj fun, nekaj zanimivega, super je in boš eno stvar. Ko se en konča, pride drug, pa pride tretji. Pa ne moreš na enem dogodku. Znaš, en dobro rekel, da mu je en dal na svet, 5 na dogodek, 2 osebi, 3, če spoznaš, pa se pogovarjaš, vrhunsko to. Ne imeti nekaj, tudi če samo eno. Sam ne z nekimi targeti, zdaj moram pa 44 ljudi, ker nismo na tekmovanju, zdaj pa kumka potala več vizit, gun je zmagal. To je tudi moja vodila, veš, ko grem na dogodek, jaz vedno pogledam listo udeležencev in si ponavadi zadam 2-3 osebe, to je največ. S tistimi, za katere ocenjujem, da bi lahko imeli nek interes, da je fino, da se z njimi malo bolj pogovorim. In tudi včasih je priložnost, da dostopim, da se pogovarjamo, včasih je ni. Včasih seveda spoznam kakšne druge, ko so mogoče neko pozitivno presenečenje, pa niti nisem tega načrtovala, ampak se mi zdi, da je fino, da greš nekim ciljem, da ne greš kar tako, potem pa iščeš prav moment. Ne? In včasih se odpre, včasih se ne, ampak moraš iti v situacije, da je pač teh priložnosti več. Ne? Ja. Dejstvo pa je tako, ne. Jaz sem, moraš pa biti na dogodku. Moraš pa biti. Moraš srečko kupiti. Ja, še kaj rečem meni tako, ne vem, v teoriji, da je najprej pejt, pa ima pol, da moraš delali taktike, pa kako bomo nastopali, pa kako bomo komunicirali, ampak ogromno ljudi pa ne gre. Ne. Ogromno ljudi pa pač čaka in pol pričakuje, a pa gre enkrat, pa reče, pač bil sem, se rekel, da grem, pa je bilo pol, pa stojiš še neko kotu za telefonom in dejansko se skrije v neko back-off. Ampak glej, se pravim, a si ti bila Tina vedno tako odprta komunikativna, tako, si bila vedno tako polna energije? Je to v moji naravi, sem ekstrovertirana in sem človek, ki načeloma zaupa ljudi, kar pomeni, da mi je veliko lažje pristopati. Še vedno, ko sem jaz pristopala, ko sem se učila, ko sem si ustvarjala svoj network, sem bila v situacijah, da je bilo tudi meni neprijetno. Tako da se mi zdi, da ni osebe, ki bi se vedno počutila dober in fajn. Iskala sem tudi neke načine, kako mi bo to še lažje, tako da ponavadi sem na začetku kariere vedno šla z mojo mentorico skupaj, pa sva to počeli v paru in tudi danes svetujem komu, pet sodelavcem, pet s prijateljem, ob nekom, ker biti sam je včasih se zdi, da si na enem velikanskem odru in da vsi gledajo tebe in zdaj moš ti nekaj narediti. Ne? A v bistvu te pa mene vidi, ne? V bistvu te noben, vprašanje, koliko ljudi te vidi, vprašanje pa zdaj, kako biti avtentično v takih situacijah, težko. Tako da, seveda mi je pa zaradi moje osebnosti to lažje, ker mene pa ljudje, recimo moji sodelavci mi včasih rečejo, da sem inkvizitorka, ne. Ampak jaz se ne pripravim naprej na sogovornika, da se jaz pripravim seznam vprašanj, ne? Ampak mene ljudje iskreno zanimajo. Bravo, respekt. In zato se jaz, ko se pogovarjam, jaz res aktivno poslušam in moje prepričanje je, da se od vsakega človeka na tem svetu lahko nekaj naučim. Ali je to vzdrževalec, ali je to nek tehnolog, ali je to vodja financ, kdorkoli. Spravi, vsi moji sogovorniki izhajam iz te paradigme, da v življenju počnejo druge stvari kot jaz, torej se od njih lahko zagotovo vsaj nekaj naučim. Če ne druga, mi lahko da mogoče gospa frizerka mi je dala odličen recept za eno torto, ki sem jo doma spekla. Ne? Mislim, in če pristopaš s to miselnostjo, z odprtimi mislimi, potem od vsakega nekaj dobiš. Iz tega izhaja. To jaz imam vedno tako. Eno izmed vprašanj v sklopu vedno te, ne vem, koliko misliš, da ti je pomembno to, da te drugi zanimajo. Ne? Ker če te drugi zanimajo, je zelo simpel, začneš postavljati vprašanje. Če postavimo vprašanje, potem ne govorimo. In potem lahko tudi on, ki sogovornik nekaj pove in tudi sogovornik se počuti, da ima reči tako, nekaj vrednega, da ko jaz nekaj povem o sebi, je to zanimivo, prijetno, ta beseda sem to besedo mi skloni, je pa fajn. Ti me zanimaš, ne? Kaj ljudje hočemo? Ljudje hočemo biti videni, slišani, hočemo, da nas nekdo izkaže interes za nas. In to res ni težko. To res. Zdaj pa, če greš pa ti s pripravljenim pičom, je pa res, da tudi
leta, tudi toliko in toliko dogodkov, toliko pa toliko sestankov, ti da to neko širino, da se lahko pogovarjaš o lažje marsikateri nameš temo na pogovor, lažje, tako kot si rekel, lažje. Jaz danes, ko grem na poslovni dogodek, zagotovo saj nekaj ljudi poznam, tako da mi ni težava iti sama, ker vem, da se bom prej ali slej z nekom povezala in preko teh ljudi spoznala nove ljudi. Tako da je danes seveda to dosti bolj enostavno, kot takrat, ko si na začetku ali pa ko si, če greš, ne vem, čisto v novo branžo ali pa v nov sektor. Ne? Tudi jaz sem na Kompetu, ko sem prišla pred 8 leti, pač je to bil zame nov segment. Delamo predvsem, bom rekla, z vodji kadrovskih služb, pa z top executive managementom in seveda to je bil nek nov segment zame. Takrat sem sicer imela že precej široko mrežo, ampak na drugem področju. Torej je bilo treba na nek način začeti znova. Ti si bila, preden si prišla nazaj v Slovenijo, si bila v Južnoafriški republiki, ne? Tudi pot med pelala. Malo sem naredil domače naloge. Da mi sem tako, čisto vtis, koliko smo mi dejansko, koliko je ta razlika v principu grejenja odnosa, mreženja, povezovanja, rečemo ta izkušnja, ki jo imaš, ali je... Ja, misliš, kako je razlika? Ja, mislim, a je kaj razlike? Južno Afriko, Slovenijo. Ja, tam primer, si tam, rečemo, koliko lažje kle si odpreš vrata, pozicioniraš svoj lasten oseben brand, koliko je to dol tebi bilo kot Slovenke, ki si prišla dol, je bilo to zdaj vsa vrata širom odprta, je bilo veliko težje. Bilo je veliko težje. Ravno to mi je bil en ključnih naukov ali pa uvidel, kako močen je network, spoznaš takrat, ko ga nimaš. In ko sem jaz prišla v Južno Afriko, nisem imela nobenega networka. In v bistvu vidiš, kako zelo osamljen si lahko in kako zelo težko je, ko nimaš ljudi, ki jih poznaš, na katere se obrneš. Ker Slovenci se niti ne zavedamo, ker je Slovenija relativno majhna, da praktično, ko začneš malo delovati, pa spoznavati okolje, prej slej ugotoviš, da je tam en sošolc, pa en znanc, pa mogoče kakšen sorodnik. Ko prideš v novo državo, tega ni. Tako da ne vem, če ti povem za primer, ko smo dol pristali, recimo isto noč, je sin v bistvu imel hude bolečine, izkazal se je, da ima vnetje srednjega ušesa in mi sred noči nismo vedeli, na koga se obrniti. Niti koga poklicati, ker to ni nekaj, za kar pokličeš rešilca, ne? Ampak začneš iskati, niti to ne veš, kam se obrniti, za osnovne stvari. In potem, ko začneš delati posel, ugotoviš, da recimo Južna Afrika kot država je zelo heterogena, zelo raznolika in pričakuješ, da so zaradi tega ljudje zelo odprti, ker živijo drug z drugim na pač na manjši populaciji, na manjšem področju. Ampak potem ugotoviš, da je prvič zelo težko začeti. Zato, ker spet, kot sem rekla naprej, nimaš možnosti poklicati sošolca, reči ti Jožica, a poznaš tistega, ti Marjan, a me lahko povežeš s tem, ampak v bistvu odpreš Google, začneš iskati podjetja, začneš iskati ljudi, iščeš poti do njih, se ti ne odzovejo, velikokrat naletiš na zaprta vrata in je pot veliko težja. In hkrati, kar sem pa ugotovila, je, da tudi pri njih, ko misliš, da so zelo odprta družba, delajo posle med sabo. Se pravi, temnopolti s temnopoltimi. Te, ki so, bom rekla, mešani z mešanimi, beli z belimi. Pa tudi znotraj temnopoltih so potem različna plemena, se pravi Kosa, Zulu, Svazi, ki delajo izključno med sabo. In so v bistvu to take relativno zaprte skupine, v katere je zelo težko vstopiti. Vsaj na hiter rok zelo, zelo težko. In v bistvu potem delaš zelo, zelo postopoma, korak po koraku. In to traja veliko dlje, kot v nekem takem okolju, kot je Slovenija. Koliko časa je bilo podal? Dobra 3 leta. 3 leta. Ja. V tem času sem si uspela ustvariti kar dovolj dober network, sploh za področje, na katerih sem delovala. Potem na koncu ugotoviš, da je nekaj vedno ključnih igralcev, ki jih moraš poznati. In ko si tam noter, potem te oni nekako priporočajo naprej in potem ti je vedno lažje. A si še vedno s kom v kontaktu? Še vedno, zelo, zelo drage prijatelje imamo iz Južne Afrike, tako da vsaki 2 leti se srečamo. Enkrat bolj na koncu Južne Afrike ali pa v okolici Južne Afrike, bolj v tistem koncu, kdaj v Evropi, ampak meni zelo ljuba dežela. In na nek način tudi zdaj druga domovina, kakorkoli. Ko bom šel z usmeritve, kaj narediti, kam iti, predvidevam, da si zelo aktivna, tako da si, kakor sva rekla, all over, da pač veliko si okoli, veliko kavic, veliko sestankov, družina, tudi pač več kot očitno tudi veliko delaš na sebi. Kako ti to vse skupaj zmenedžiraš, ta work-life balance? Kako to zdaj? Imaš kakšen dober trik na svet?
Ja, veš kaj, se mi zdi, da to je zelo odvisno od tega, v katerem življenjskem obdobju si. Seveda, včasih mi uspeva boljš, včasih slabš, odkrito priznam. Včasih se mi zdi, da zdaj sem pa dojela, kaj je nek popoln miks in potem se vse podre in začnem znova. Tako da poskušam predvsem nekako spoznavati, poslušati sebe. O tem sem bila včasih zelo slaba. Z leti sem se to boljše naučila. Tako da poslušam nekako malo svoje telo, poskušam ga poslušati, če je utrujeno, poskušam ga, če mi kaj sporoča, če me kaj boli, in podobno. Mi potem si poskušam to interpretirati, da seveda moram v zvezi s tem nekaj narediti. Tako da, kar moram reči, je, da smo si na Kompetu ustvarili, bom rekla, zelo fleksibilno, odprto okolje, v katerem je res v veselje delati. Se pravi, upravljati poklic, ki te veseli, je nekaj fantastičnega. In po drugi strani smo ustvarili družbo, ki je zelo prožna. Se pravi, tudi omogoča fleksibilno delovno mesto, delamo nadaljavo, delamo hibridno. In vse to se mi zdi v zadnjih letih, kar je korona prinesla, je prineslo veliko dobrega. In v teh okoliščinah je meni odlično delati in so mi veliko bolj naklonjeni in smo si jih tudi sami na nek način ustvarili, da veliko lažje usklajujem vse te aktivnosti, ki so vezane na posel, pa hkrati ta čas zase. Zelo veliko mi pomeni družina, tako da absolutno čas za družino mi je zelo, zelo pomemben in svet. Ampak verjamem, da rabiš tudi čas za prijatelje, tudi čas za partnerja in samo za partnerja, ne samo v sklopu družine, in čas zase. Tako da, kar se tiče časa zase, poskušam meditirati. Imam obdobja, ko to počnem malo bolj intenzivno, obdobja, ko malo manj. Poskušam prakticirati čuječnost. To so v bistvu vse vzvodi, s katerimi poslušam sebe. Ker jaz, ko sem zelo aktivna, dobivam seveda zelo veliko od okolja, pa hkrati veliko dražljajev, ampak to te lahko hkrati zelo odpelje od sebe. Ker si ves čas izpostavljen množici impulzov od zunaj, potem zelo hitro lahko pozabiš poslušati sebe. Oziroma, ker je zunaj zelo glasno, ta notranji glas včasih mora biti zelo glasen, da preglasi vse tiste druge glasove. Tako da joga je moja spremljevalka, vroča joga, to počnem že zadnjih, to sem že iz Južne Afrike prinesla sabo in to počnem, to je joga na 38 stopinjah, tako da se preznojiš, da res, v tem res uživam, to mi je veselje. Potem so pa še kakšne druge aktivnosti, zelo rada potujem. Kdo bi si mislil, da sem živela v tujini. Pa še kakšne druge stvari si pa sproti zmišljujem, dodajam, tako da življenje ni dolg čas. Mislim, top. Načeloma tako, ko se pogovarjam z podjetnicami, menedžerji, dejansko moraš vse to skupaj početi. In to, kar ste rekla, čas zase, za samo jaz pa pač partner, to sem tudi jaz. Jaz sem pač, ko sem knjigo pisal, zavestil 3 stvari v prava življenju. Torej, jaz, mi dva, mi. Ker dejansko zelo hitro, če jaz nisem ta prav hiter odpeljen, pol tudi ne mora biti tvoj dober sodelavec, tvoj dober prijatelj. Če mi dve mulci bo šli enkrat, jaz jih imam furat, ampak upam, in hvala Bogu, enkrat bo oni šli svojo pot, pa postane res pomirjena. Zdaj pa, če bom pa jaz še kle toksičen, tudi ona zraven, zakaj bi bila. Kdo pa si želi biti toksični osebi? Pa sej tudi tako je, tudi ta dejansko tudi med sodelavci, treba je vedno delati na odnosih. Torej, to niso stvari zdaj enkrat, še jaz pomirjena sva 16 let skupaj. Ni dosti pride dan pa jo pogledati. Če imam pomembno posodo zliki to deli, mislim, je valjda, za laufi stroj. Mislim, če hočemo, da gospodinjstvo pač funkcionira, pač naredi svoj del. Prva, ko podpišemo enakopravnost in enakovrednost. Mislim, vse pravim, ampak jaz vedno pravim tako, da dajmo tako, vsak po malem naredi, pa smo hiter ferti, pa se pa lahko zabavamo. Isto je tako, vse pravim, ampak pri vseh odnosih je tako, če ti daš, pa lahko tudi kaj vzameš. Če pa sam jemlješ, je pa tu vprašanje časa, daj boš. Veš, kaj me sam še tako zanima? To se mi zdi dobra poanta, ko si rekel, mislim, kako zelo je pomembno, da se dobro počutimo v lastni koži. Tega se velikokrat ne zavedamo, ampak dejstvo je, da če hočemo biti dober partner, če hočemo biti dobra mama, če hočemo biti dober sodelavec, če hočemo biti dober sogovornik mojemu klientu, kandidatu, potrebujem, se moram v prvi vrsti sama dobro počutiti. Zato je to tako zelo, zelo pomembno. Hitro se vidi, se ti vidiš hitro, kdo je po domače zafrustriran, nezadovoljen in načeloma jih 2 zadeve. Zdravje
ko zdravje šepa, pol vse šepa, ne pol je, Res je. pol ni, ampak Takrat imamo eno željo. ne? tako, samo to. Ampak da mi rečeš, ko je zdravje, ali nekdo ni zadovoljen v službi, ali pač doma v nekih odnosih. Trik je potem, da si službo sami izbiramo, Dejstvo. ne? In smo večina nezadovoljni. Ampak, a veš kaj, tudi partnerja si sami izbiramo. Tudi, ne, se Vsak tudi dan druga. znova. Vse ljudi ob sebi si vsak dan znova piješ izbiramo. kavo, ne, Ja. ampak to je meni trik, ne, kako smo lahko overall toliko nezadovoljni, ni en problem. Lahko sem videl 10 let ful dobra frenda in jaz za J. Ne? In jaz pač dejansko po domaču vse zaserjam. In kao še rekel, zato, ker smo 10 let frenda, še Boško, imaš nekaj kreditnih točk, ne? Ampak če bi to še to izkoristil, še enkrat rekla, jaz sem dala vse, kar lahko in ti greš, letiš naprej. Ne? In pravim, to pa mene moja Mirjana naučila. Pri njej je dosti črno-belo, jaz sem imel pa en palete barov, pa izgovorov, pa sem sam sebe, ko bi rekel, vse po domače lagal, pa da je še nekaj izgovor, zakaj bi nekomu dal še 22 priložnosti, kar je, mislim, če čas vidiš te življenje, tako pripelje tega, da vidiš, tako, da ni smisel, ampak topi, meni je tudi ta fora, če jaz tebi kreiram nasmeh, pa ti nekaj ne jemljem zelo veliko, pa boš vse verjetno zdaj še z mano spila kavo, se odzvala na moj klic, in tudi tako, ki si rekla, meni je tudi ta, kako je tebi ta hvaležnost v teh odnosih, je, Mislim, izjemno pomembna, da se zavedamo, jaz vsak dan prakticiram tudi hvaležnost, zato ker vem, da nič ti ni dano, kar tako, seveda moraš biti aktiven, moraš o tem veliko delati, ampak hkrati biti tudi hvaležen, ker potem verjamem, da se ti to tudi vrača. No. Top. Deva tako malo, da greva še v svet. Mi je bilo pa zanimivo, ko si govoril o odnosih, seveda je zelo pomembno biti, se dobro počuti v lastni koži, zato seveda moraš aktivno delati. Ampak kar sem opazila z leti, recimo moj poslovni network je rastel, seveda z enimi seveda bolj intenzivno poglabljaš odnose, z nekateri odnosi se tudi razgubijo in vsa ta paleta barov, ki pride zraven. Ampak v bistvu ta množica z leti raste in raste in raste, ampak v poslovnem svetu sem pa jaz, privatnem, sem pa jaz včasih imela ogromno prijateljev, ker sem pač tak ekstrovertiran človek in sem tudi negovala ogromno stikov. In tudi ta Južna Afrika je bila za mene neke vrste preobrazba, ker zelo veliko ljudi je odpadlo, so pa kakšni ljudje se pojavili ali pa v neki novi luči, kjer sem se pa v bistvu začela poglabljati odnose pa prijateljstva z njimi. In kar opažam, da z leti se pa krog prijateljski zmanjšuje, ampak ohranjam bolj kakovostne odnose. Se pravi, res gledam, kdo mi veliko pomeni in tistim ljudem posvečam tudi več časa in energije, ker vem, da tudi od tega imam jaz več. In sem pa dosti bolj, bom rekla, zmanjšala to skupino, ki sem imela včasih v privatnem življenju. Tako da, veš, to se vse je fluidno, vse se spreminja. Ja, ampak po vsej verjetnosti zato, ker je podobno, zato ker mislim, mi smo lahko sami, mi potujemo vedno sami, ker nam je top, jaz sem lahko tako, nama se zdaj zelo veliko, ogromno ljudi okoli mene, okoli Mirjane, ampak jaz imam zelo veliko, nimam bene potrebe po nekom. Tako, mislim, super je, če imamo dobro družbo, ampak če smo sami, meni je tudi dobro. Še ni ta, da imaš pa določene, ki nikoli nikamor sami, vedno se nekam nekomu, pa, ko bi rekel, nekakve klopi pridejo, zraven, kakšne pijavke, mi tega ne rabimo. Uživamo v dobri družbi, ampak tudi načrtno zelo veliko sami. Ker poleg, gledaj, še enkrat, pri meni sta biti pazala 10:8. Še par let bom hotel z mano tako legarbati, pa bom hotel pomeni svojo družbo, svoje frende, bo šel nekam, In to je ta čas, ki ga lahko fajn izkoristimo skupaj. Pol pa pride spet, bomo naši odnosi v neki drugi obliki, pa to tako da, ampak spet še enkrat, temelj je pa to, temelj sem pa, osnova sem jaz, pa vse ostalo pride zraven. Edini tako, da sam tako, ker 45 minut nam hitro prileti, pa ful bi rad, da mi ti poveš tega svojega profesionalnega vidika, kompeta. Zdaj tako, ogromno je te debate, služba se išče, ne moš v Sloveniji dobiti joba, če nimaš veze, če ne poznaš ljudi. Ti si rekel, da prvo več se bazira na tem B2B, pa networking, in loviš, iščete, jaz verjamem, da se ogromno ljudi pošlje vam, reče, Životina, jaz iščem nov izziv, za vas vem, da delate tako, da je zelo veliko, da je ta kredibilnost na zelo visokem nivoju, da se veliko dela, da se ne ve, pa to stane diskretnost. To besedo sem, točno to. Daj mi samo tako povej, iz vidika teh povezovanja, mreženja, grajenja odnosa, koliko ta vidik
pomeni delodajalcu, ko išče nekoga, da dobi osebo, ki je, dajmo reči, odprta, komunikativna, dostopna, ali pa še ta pol drug del, pa da ima močno mrežo. Koliko so te stvari pomembne za enega delodajalca, oziroma kaj delodajalec danes poprečen, rečemo v Sloveniji, išče pri človeku? Ja, seveda, zdaj bom rekla, zdaj govorila zelo nasplošno. Ko se iščejo pozicije, zelo pomembno je, ali delaš bolj v ospredju, se pravi, ali si v nekih izvršnih funkcijah, v najvišjih funkcijah, tam je seveda network je pomemben, absolutno. Zato, ker se povezujemo, v bistvu uspešnost podjetja navzven in navznoter je izjemno pomembna. In ne nazadnje, vsi menedžerji, vodje naj bi vsaj večino časa svojega preživeli z mreženjem. Se pravi, zdaj lahko je to interna javnost, se pravi, lahko so to zaposleni ali eksterna javnost, zunanja, ne? Ampak večino časa pravzaprav preživijo v mreženju in zato so te medsebojni odnosi, ta sposobnost vzpostavljanja stika, negovanja stika, tako zelo, zelo pomembni, ne? Recimo, gospod Janković je bil en primer menedžerja, za katerim so ljudje jokali. Zakaj? Ker je pač enostavno bil tisti direktor ali pa vodja, ki je preživel veliko časa v trgovini, med sodelavci, se za njih zanimal, ne? In to so vodje, ki si jih vsi želimo, ne? Želimo delati ob takih ljudeh. In mreženje, tudi ko si v bistvu v procesu iskanja nove službe, je izjemno pomembno. Zato, ker več ljudi kot poznaš, več ljudi, ki je imelo realno izkušnjo dela s tabo, ne samo na papirju, večja bo tvoja kredibilnost. Lažje nekako boš prihajal do nekih priložnosti, seveda od tam naprej je odvisno, da prepričaš. Ampak več kot imaš, se pravi, teh krogov, in jaz vedno rečem vsakmu, ki pač išče novo zaposlitev, delaj na sebi, spoznaj se, ugotovi, kdo si, kaj so tvoje prednosti, kaj so tvoje meje, česa ne želiš, potem pa išči čim več stikov in preko svoje kanale, v bistvu uporabi svoje kanale za to, da pač prideš do novih povezav. To si me vprašal, kaj podjetja iščejo. Se pravi, če iščejo, bom rekla, drugače kadre, ki so bolj v ospredju, so te veščine izjemno pomembne. Se pravi, še toliko bolj pridejo v ospredje. Se pravi, jaz, ko delam v prodaji, kad sem nek v bistvu obraz kompeta velikrat navzven, je to izjemno pomembno. Seveda, če delaš bolj v zaledju, so včasih lahko veščine, ne vem, natančnosti, doslednosti, vztrajnosti, ne? Če imaš tudi kakšne večje projekte ali pa si znanstvenik, ne? Seveda bolj pomembne. Ampak ne glede na to, na katerem mestu si, delaš ob ljudeh in z ljudmi. Danes praktično ni delovnega mesta, ki bi ga lahko ti upravil sam. Torej, rabiš za to sodelavce. In če veva, da je nekje 5 skupin, recimo nekih potreb in da za 4 skupine potreb, če jih želimo zadovoljiti, rabimo druge ljudi, potem vemo, da danes brez teh veščin ne gre. Meni se zdi škoda, da šolski sistem daje premalo teže na to, da se daje preveč poudarka na znanje, manj pa na to celovitost, ker tudi za to veščine, ki jih ti potrebuješ za mreženje, menim, da jih v šolskem sistemu dobiš premalo. Ne? Tako da enostavno se jih moramo sami preučiti ali pa iti na kakšne treninge ali pa poiskati dobre sogovornike na to temo. Ne? Mislim tako, glej, vrhunsko, no, mislim, da mora večkrat piti kavo. Resno, ker je vse, kar, ampak to se vidi zdaj, ko se pogovarjava, tvoje vice, tvoja širina, tvoje izkušnje in dejansko, da ti živiš to. To ni zdaj. Ja, to je mi je bilo zanimivo, ne, danes, ko se pogovarjamo o mreženju, nikoli nisem na mreženje sploh gledala na nek strukturiran način, tako da hvala za to priložnost, zato ker se danes malo bolj strukturirano ukvarjam s tem, kaj pravzaprav počnem, kakšen ima vpliv, kako zelo je to pomembno, ker nisem nikoli o mreženju razmišljala na ta način, no, je pač del mene. Ja, ker je dejansko, se lih to je trik. Dim sam povej, ti načrtuješ zelo tako, rečemo, smo imeli model top 100, ampak to ni to, ampak ti načrtuješ svoj čas. Koliko časa, rečemo, ti si rekli itak, da je to vse, ampak ali imaš tako, torej tabelce, imaš nek sistem, tele lovim, tele moram zdaj, enkrat na mesec, tele enkrat na pol leta bazo, imaš tako nek sistemček, ki ti pomaga za to, da se v tem, ker mi, ki smo mički bolj ekstrovertirani, nas hitro odplavamo, ne? Nekam, ne? Tako, ampak kakšne tips and tricks za naše gledalce? Načrtovanje je zelo pomembno, seveda imam podporni sistem, ki mi pomaga in tudi mojim sodelavcem, seveda bom rekla,
vse kupce na enem mestu in mi pomaga za to, da si tudi zapisujem noter neke aktivnosti in hkrati v zvezi z vsakim kupcem planiram neke aktivnosti. Tako da sploh v poslovnem svetu je to malo bolj načrtno, v privatnem svetu je to dosti bolj spontano. Tako da ja, seveda jaz si v bistvu zadam v smislu na rezultat. Imam seveda določen vpliv, ne pa celoten vpliv na rezultat nekega pogovora, imam pa vpliv na to, s kolikimi ljudmi bom vzpostavljala kontakt in koliko bo teh mojih aktivnosti. Se pravi, koliko bom imela sestankov, na koliko dogodkov bom šla, kako aktivna bom na teh recimo mrežah, interesnih mrežah, del katerih smo se udeleževala dogodkov, zbornic, katerih članov smo. Skratka, to je dosti bolj načrtovano. Seveda, ko pa prideš do teh kontaktov, pa nekje se hitreje stvari zgodijo, nekje pa jih vidim zgolj kot naložba za prihodnost, ampak jih ne vidim kot stran vržen čas. No. Super. Dve stvari. Ti si v prodaji in to tvoja funkcija je to. Ima druga ekipa tudi funkcijo, v svojih funkcijah, ali to zdaj torej direktorica, pa imamo zadnji back-office podpora, ali ima oni tudi strateško se mrežijo, ali je to zgolj v kompetu vloga tebe v prodaji? Jaz mislim, da vsi se mrežimo zato, ker tudi ostali naši sodelavci, ki izvajajo projekte iskanja in selekcije, so vsak dan v stiku z mnogimi kandidati in to je pravzaprav mreženje. Je pa seveda to mreženje bolj vezano na nek cilj, ki ga imamo. Se pravi, podjetje recimo od nas želi, da poiščemo CFO-ja, se pravi novo osebo, ki bo prevzela celovito vodenje finančnega področja. In takrat seveda mi naredimo, identificiramo ljudi, ki so primerni, nekako tako po izkušnjah, po izobrazbah kot veščinah in potem je v bistvu to naša naloga, zelo strukturirano pregledamo trg. Se pravi, nastane zelo strukturirana tabelca, ki jo seveda mi seveda podelamo od spredaj do zadaj. In sodelavci, seveda potem strokovnjaki, svetovalci naši potem izvajajo pogovore. Tako da je to, bom rekla tako, namensko, ravno tako, bom rekla, vsak dan vstopajo v tok in tok novih odnosov. Super je zato, ker je dejansko, jaz vedno to tudi razlagam, da to ni zdaj vloga samo ene ali dve osebi v firmi, ampak celo podjetje se, eno stvar je, kako se interno mi povezujemo, gradimo odnose in potem, kako mi navzven. Zdaj, tako, noč vedela, 40 minut že minil, veš? Ti pravim, tole bom moral podaljšati. Pa še kave nista, to pa še na kavo. Ampak je čisto, za ta, da narediva en tak dober zaključek. Če bi, zdaj imava Tino, preden je začela poslovno pot, kakšen nasvet bi ti njej dala iz vidika tega mreženja, grejanja odnosa, povezovanja? Imaš kakšen nasvet, ki bi rekla, Tina, dej tole bi pa mogoče bila, kle pa malo merke, pa kle moš bolj pojačati neke stvari. Kaj bi svetovala? Zdaj, če gledam sebe, skozi svojo poslovno pot, se mi zdi predvsem to, da ko sem že večkrat danes rekla, da sem spoznavala sebe, kaj mi je blizu, ker veliko lažje se povezujemo z ljudmi, s katerimi delimo vrednote. In veliko lažje iščeš, kaj imaš skupnega, kakšne bodo sinergije. In to se mi zdi v odnosih, kjer izhajamo iz skupnih vrednot, to kar steče, veš. Eden pride z idejo in potem ta ideja začne kar rasti in se nadgrajevati. In gre, tako imaš občutek, pa zakaj se nismo mi to že 5 let nazaj zmenili, ker je to vse zelo jasno. Včasih pa vstopaš v odnos in se zapleta. Že včasih si rečemo, že ko se pogajamo, pa sklepamo pogodbo, pa ko se vidimo, da je potrebno 10 krogov teči, si rečeš, a je zaupanje, da bomo mi dobro sodelovali. In dejansko potem včasih, če na tem mestu ne zaključimo, se pokaže tudi skozi proces, da gre vse veliko težje. Tako da bolj v smislu spoznavati sebe, svoje vrednote in potem to se ustvari en tak flow. Se pravi, nekako veliko lažje se potem povezuješ z drugimi, ki so tebi podobni. Meni je tole, vse, kar govoriš, je tako, v bistvu, jaz upijam in je to top, tako da naši gledalci so dobili tako rekel, ogromno po moje vrhunskih idej, predlogov, kako se mrežati, povezovati, kaj je bistveno. Jaz sem dobil še, tako rekel, ko bi mu zmanjkalo časa in bom rabil močno partnerko v temu, da govorimo o mreženju v skupaj kaj predavala, ker imaš know-how, je tvoj vrhunski, vidi se, da živiš to. Tako da, Tina, jaz verjamem, da midva še en kup enih kavi spila.
Mislim, meni je bilo tole vrhunsko, prehiter je menil. Tudi meni je zelo hiter menil. Zdaj pa tako, poslušalci, gledalci, če iščete službo, rabite nek nov izziv, Tina, tako da kompeto, pišite, bodite proaktivni, to je full fora, napišite mail, pa bo Tina pa ekipa videli, kam vas lahko umestijo. Tako da hvala, ker ste bili, Tina, hvala, ker si bila moja gostja. Hvala tebi za povabilo. Greva zdaj kavo spiti. Midva gre zdaj kavo Okay. Se vidimo, vi pa lajkajte, komentirajte, objavljajte, šerite, tako da se vidimo naslednji teden. Hvala lepa.